皆さんこんにちは。Nataša sensei des. Pozdravljeni v lekciji 7. Kako ste? Upam, da ste dobro. V lekciji 6 sem vam zastavila eno nalogico, in sicer bi morali odgovoriti v komentarje, tisti, ki ste. Se vam najlepše zahvaljujem. Arigatou gozaimasu, minasan. Tu pa sledijo zdaj odgovori, tako kot je bilo obljubljeno. Tako da tisti, ki niste naredili lekcije, pojdite tukaj pogledati lekcijo 6, malo boste lahko ponovili. Zdaj pa odgovori iz začetnega uvodnega dela lekcije 6. Konnichiwa. Watashi wa Imi desu. Hajimemashite. Douzo yoroshiku onegai shimasu. お名前は何ですか？お元気ですか？元気です。ご出身はどこですか？出身はスロベニアです。ここまで。Do tukaj. Seveda za zadnje vprašanje, ki ste ga morali prevajati v japonščino, je možno več odgovorov, več načinov. Eden bi tudi lahko bil okuni wa doko desu ka? Tisti, ki ste odgovorili na ta način, je tudi okej. Tisti, ki že znate malo več, ste lahko odgovorili tudi doko kara kimasu ka, ne, in tako naprej. Ampak zdaj mi se bomo šli postopoma, da lahko usvojimo neko znanje. In še zaključno vprašanje iz lekcije 6 je bilo: na kakšen način Japonci izražajo spoštljivost v obliki govora, torej v govoru? Naštejte vsaj 3 načine. Prvi način, kar ste lahko odgovorili, je uporaba pripone san. Ko imamo ime, pa uporabimo še, ne vem, Tadej san, Sara san in tako naprej. Drugo, o genki desu ka? Z uporabo črke o. Ko odgovorimo, rečemo genki desu, kar nakazuje na ponižni govor. Ko nekoga sprašujemo, uporabimo o, kar je spoštljivi govor. Prav tako pri go šušin wa doko desu ka? In odgovor šušin wa Slovenija desu se lahko uporablja tudi go kot indikator spoštljivosti. Evo, tisti, ki ste odgovorili na ta vprašanja, se vam najlepše zahvaljujem. Upam, da ste s tem lahko tudi nekaj utrdili. Zdaj pa mi gremo nadaljevati z glagolom. Zadnjič smo imeli glagol arimas in imas, kar sta glagola obstoja in hkrati glagol, ki izraža imetje. Recimo, nekaj imam, nekaj nimam. Nekaj sem imel, nekaj nisem imel, sem imela, nisem imela. Japonščina nima spola. In bomo danes to malo ponovili in še dodatno bomo podkrepili z obravnavo členkov. Namreč tu je pa nekaj, kar mi v slovenščini nimamo. In členki so recimo tudi v korejščini in tudi drugih jezikih, tisti, ki vas tudi recimo korejski jezik zanima. Če mislite, da ima japonščina veliko členkov, jih ima korejščina tudi ogromno. V glavnem, členki so ena stvar, ki jih mi nimamo v našem jeziku. Zdaj, kaj so to v bistvu te členki? Dobesedno to, kar govorim, člen, ki povezuje recimo, ne vem, neko besedilno vrsto, recimo samostalnik, potem nek členek, pa ne vem, glagol in tako naprej. In te členki imajo kar pomembno vlogo. Ker eni členki izražajo temo, eni členki izražajo tožilnost, oziroma tožilnik, tožilnost, to je tudi zelo lepo slovensko. Drugi členki izražajo recimo lokacijo ali tudi za čas. V glavnem, veliko imajo tega
In so, mislim, da kar pomembnega, velikega pomena. No. Mislim, ne bi rekla kar, so zelo pomembni. No. Tisti, ki imate željo iti tudi študirati japonščino, mogoče, morda ena taka stvar. Jaz sem bila na japonologiji kar nekaj let nazaj, tako bom povedala. Mislim, da se ta praksa mini testov še vedno ni spremenila in tedenskih testov, tedenskega preverjanja in veliko je bilo preverjanja z členki. Členke skratka se veliko utrjuje, treba jih je dobro razumeti. Meni je žal, da sem se členke v bistvu zares naučila šele po fakulteti, tako da sem se mogla učiti na en drugačen način. Vsak ima svoje, ne bom na nobenega krivila, na nobenega prste, ne, v glavnem, tudi odvisno od svojega učnega stila. Se opravičujem, malo se mi je zataknila. Evo, imeli smo v glavnem glagol arimas, zakaj je tako? Glagol arimas, ki je glagol za neživo naravo. Uporabili smo tudi besedo noto, kar pomeni zvezek, in smo vadili noto. Zdaj bomo samo malo ponovili. Še tu mi manjka. Tule je za sedanjik, tule je preteklik. Japonščina nima prihodnika, prav tako konkretno dodelanega, tako kot ima sedanjik in preteklik, tako da bomo potem samo tele oblike ponovili. Imamo arimas, to že vemo, arimas. Zakaj pa je to zdaj ležeče? Ne želim ležeče. Brez ležečega, prosim, samo arimas. Ok, jaz se bi lahko naprej pisala tukaj. Potem imamo arimasen, torej tale masen je pomemben. Zdaj pa za preteklik se uporablja končnica šta. Sicer se napiše šita, sh se bere š, in ne pozabite tudi, da v japonščini, oziroma tako bom rekla, slovenščina je zelo trd jezik, mi imamo zelo trde č-je, ž-je, š-je. Ta š ni naš š, ampak je v bistvu med s-jem in j-jem, š. To bi hotela reči j in še s zraven š, mehki š. Gledam, arimašta. In ta i se tudi ne zgovori, torej arimašta. Da ni šta, ampak šta, tak mehek. Prav tako bo šlo za č, da ne bo č, ampak bo č, mehek č. Ok, arimašta in še pretekla nikalna oblika. Arimasen, najprej je zanikano, in še dešta. Ok. To je zdaj. Imam, nimam, sem imela, nisem imela. Zdaj pa, ko smo omenila členke, to je zdaj ena zanimiva tema, no. Ker smo jemali glagol, ker smo se že en členek tudi naučili, tudi recimo watashi wa, en členek za temo. Najprej bi samo povedala eno stvar, pol boste pa lahko malo skupaj sami povezali. Glagol je besedna vrsta, ki opisuje neko dejavnost. Medtem ko arimas in imas sta glagola za obstajati, sem. Sicer bi lahko rekli, da je to neko delovanje, sem, obstajam, ne, to je neko delovanje, ampak lahko rečemo, da je biti enako kot jesti. Ne. Zato se bosta tudi tukaj členka rahlo razlikovala, samo tako malo opozorim, vse povsod, za vse ostale glagole bo pa vedno en in isti členek. Tako, samo tako. Hotela sem malo tole nakazati. Preden gremo na členke, bi rada pa, da ustno ponovimo še za glagol imas, kar je za živo naravo. Jaz bom pa tukaj z rumeno. Pa nam je moratalo. Najprej imam imas. Kar bo z rumeno, je potem isto za glagol
imas. Torej, imas, nikalna oblika za imas je imasen. Nekaj dobro nastaja. Imasen. Zdaj že lahko veste, da je pretekla oblika. Imašta, sem bil ali pa sem imel, sem imela. Recimo, sem imela neko živ objekt ali pa subjekt. Sem imela mačko, sem imela psa, sem imela sestro, pa tako naprej. Zato je tukaj imašta. In tako, ja, imasen dešta bo za pretekla oblika za glagol imasen. Pretekla nikalna oblika za glagol imasen. Ok, to si lahko naredite en tak lep zapisek, lahko si tukaj ustavite video, naredite lep zapisek. Arimas, živa narava, imas, narobe. Arimas, neživa narava, imas, živa narava. Dolg dan je za mano. In Japonci imajo malo drugače upoštevanje, oziroma nimajo isto opredelitev, kaj je živa narava, pa kaj je neživa narava, kot imamo mi. Mi imamo živo naravo, logično ljudje, živali, rastline. Na Japonskem je to drugače. Tisti, ki ste gledali video 6, to veste, in bo tudi to na zaključku tega videa tudi eno vprašanje. Evo, zdaj pa tole zbrišem. Minasan, kešite moi desu ka? Lahko to zbrišem. Seveda. Sensei. Ok, tako. Enostavno. Zdaj pa gremo na členke. No, moram jaz uporabiti besede nekoga, takole. Zakaj pa je zdaj to? Tako. Členki. Danes se bomo učili o 3 členkih, in sicer o členku wo. Tukaj bom dala členek wo, ki se ga sicer izgovori samo o. To je zdaj zelo smešno izgleda. Samo o. Potem drugi členek že poznate, je wa, ampak se ga zapiše z hajem. Samo da izgovorjavo napišem. Wa. In členek ga. Za vse 3 členke bomo naredili primer z enim glagolom. Tako da nekaj bom danes več tipkala. Upam, da boste lahko me spremljali. Tako. Evo. Danem členek wo. Členek wo je tožilni členek. Bom jaz kar takole naredila. Tožilni členek. Zakaj? Jaz sem ga tako sama poimala, mislim, da smo tudi na faksu tako delali. Ne me za besedo, če slučajno kdo iz faksa gleda. Tožilni členek. Lahko bi rekli tudi tožilnik, ne. V japonščini se glagoli ne spregajo tako, kakor se pri nas, tako da oni izrazijo koga ali kaj počnem. Koga ali kaj počnem. Ta členek se enostavno veže vedno samo na glagole. Ta členek se vedno veže samo na glagole. Tako da jaz bom tukaj naredila en klicaj z rumeno. Takole. Upam, da se še vidi. In tukaj napišem samo glagol. In ne boste verjeli, tisti, ki se učite še sami celo hiragano, ko bom krajšala glagol, ki se učite sami hiragano, to je japonska pisava, členek wo, tale hiragana se uporablja samo za členek wo. In pravzaprav za nič drugega. Vsaj ni v moji vednosti, da bi se, kolikor sem se učila, da bi se za kaj drugega. Ker vse ostale besede lahko ali uporabimo o, ne, ker se členek wo
se v bistvu izgovarja o, ne? In ker imajo tudi hiragano o, potem nimajo druge potrebe. Ta pa je vstal in res je samo indikator, da je to tožlilni členek. Zdaj pa en primer. Uporabila bom glagol jesti. Saj se mi zdi zelo pomembno, da se morda naučite, kako rečete jem ali pa kaj radi jeste. To se bomo tudi učili, brez problema, takrat, ko pridemo do pridevnikov. Ampak jesti, glagol, ker boste, upam, da tudi kdaj izkusili kakšno japonsko jed, če že niste. In da lahko jeste jem, primer suši. Ne jem sušija, sem jedla suši, nisem jedla sušija. Zdaj pa najprej samo glagol, in sicer glagol je taberu. To je jesti. Ja, bom ga takole. Taberu, kar pomeni jesti. Zakaj sem dala zvezdico? Pomeni, da je v nedoločni obliki. Jesti. Tem, ko v določna oblika, je potem tabemas. Aha, mas. Obuje tudi vas. Mas, vidite, nekaj se pojavlja tukaj, arimas, imas, mas. Zdaj boste v bistvu že vedeli, kako se tale glagol na nek način sprega v trdilni sedanji obliki, nikalno sedanjo obliko, preteklo sedanjo in nikalno preteklo obliko. S tem to bo vedno za vse glagole isto. Zdaj, če gremo dolgo formalno obliko, ne? Jaz vas učim res tale spoštljivi in formalni slog. Potem so seveda tudi neformalne oblike in je vse krajše in veliko stvari kar odpada. Veliko pravil več sploh ne drži tako, kot bi moglo, in ker pravila so zato, da se jih krši, in tudi v jeziku je očitno tako. Ja, v glavnem, tabemas. Zdaj bomo pa, recimo to, ko smo prej imeli, eno formo, tako, ko imamo Lego kocke, moje Lego kocke, malo legos. Ok, eno kratko, pa še eno daljšo. Pa da bom uspela dobiti. Še eno daljšo Lego kočko, prosim. Zakaj si pa to ne pripravite prej? Zato, ker jaz pridem iz službe in se pol odločim, da bom to posnela, in evo, zato je tako. Ok, 3 Lego kocke, evo, super, ena je sicer rumena. In imamo naš samostalnik. Imamo naš členek, torej wo oziroma o, in imamo naš glagol. Enostavno tako, kakor je. Kakor vidite. Zdaj pa rekli smo tukaj, da imamo besedo suši. O oziroma o. In jem suši, sedanja oblika, tabemas. Suši. O tabemas. In to bomo zdaj zapisali. To bom zdaj zapisala. Suši. O tabemas, s tem, tabemas, s tem, da se uoja ne izgovori in uja seveda se ne izgovori, tukaj je en krogec, pika. Suši, naš samostalnik, koga ali kaj, torej koga ali kaj, počnem, jem. Tukaj imam samostalnik, potem in glagol. Vam dajem za izziv, da skušate povedati, kako bi bilo sem jedel ali sem jedla suši. Ok? Vam dajem za nalogo, lahko napišete v komentar, bomo videli, če vam bo uspelo. V glavnem, tale mas se bo spremenil. Vedno vam bom napisala nedoločno obliko, ker preko nedoločne oblike lahko tudi določite, a je to glagol iz skupine glagol 1, ali je to glagolske skupine 5 oziroma druge skupine, ali je iz tiste, ki sta samo 2 glagola, glagolska skupina suru, to smo že govorili v lekciji 5, kjer se pri glagolih nekaj, v bistvu še nismo to govorili, se opravičujem, to vam bom še povedala.
v glavnem, to bomo še delali. Glagol je kar ena taka pomembna stvar, no, v glavnem, da lahko malo dobite en uvid. Eni glagoli so, kjer se bo osnova spremenila, eni glagoli so, kjer se osnova ne bo spremenila, se bo samo končnica, v tem primeru je to tale. In potem je še tretja skupina glagolov, kjer se spremeni in osnova in končnica. Hvala, ne vem, čemu in kaj jaz vem kaj, da sta v tretji skupini samo 2 glagola, tako da se ni treba toliko naučiti. Ok, zdaj zaenkrat toliko. Tožilnik, wo. Tako hočemo povedati, kaj jem, sushi o tabemasu. Če bi vas rada vprašala, kaj ješ, bi dala tukaj vprašalnico, ki jo nekateri že zelo dobro poznate iz kakšnih mimov. Nani. Nani pomeni kaj. Kaj. Lahko je tudi nan. Nani pomeni kaj. Nani o tabemasu ka. Evo, še ena končnica, še en členek, ki nakazuje vprašanje. Nani o tabemasu ka. Nani o tabemasu ka. In odgovor? Sushi o tabemasu. Vidite? Ena Lego kocka na drugo. Točno tako, kakor je vprašanje, samo tam date, replaceate oziroma zamenjate in date vaš odgovor. Sushi o tabemasu. Ok? Toliko zaenkrat. Zdaj gremo na členek wa. Členek wa je členek, ki izraža dve stvari. Torej, prva stvar, ki jo izraža, Madonna, zakaj je tako spet mečkano? Bom dala na malo večjo. Recimo 36. Prva stvar, ki jo členek wa izraža, je tema stavka. Se bom popravila. Tema stavka. To recimo, jaz sem učiteljica. Watashi wa sensei desu. Ali pa, jaz sem Nataša. Kar se tiče jaza, torej jaz sem, to je zdaj ta tema. To je tisto, kar je pomembno. Jaz sem Nataša. Watashi wa Nataša desu. Kot da v bistvu tista druga informacija ni toliko pomembno. Kar se tiče prvega dela, torej ta wa, tema stavka. In za tiste, ki gledate, ki ste morda japonologi, pa vas mogoče na japonologiji tega niso toliko dobro naučili, ali pa verjamem, da so, zdaj so ful, dobro nekaj boljši učitelji. Moji učitelji so bili tudi dobri profesorji. Ampak tega nikoli nismo tako dobro znali. Žal. Wa nakazuje tisto, da je pomembno tisto, kar je pred njim. Torej, pomembno, kar je pred njim. Zakaj pa mi zdaj ne pokaže vsega? Hello? Če to ne? Pred njim. Kar je pred wajem, je zelo pomembno. Ok? Pri gaju bo potem drugače. Zdaj pa gremo še, kaj izraža še členek wa. Členek wa izraža tudi protivnost. Kaj pomeni protivnost? Neko nasprotovanje, neko protivnost, nasprotovanje, kar bomo potem videli pri glagolu naslednji teden, kjer bomo imeli lekcija 8, bo lekcija za več vaje, za utrjevanje, tudi kakšno besedo več. Posvetili se bomo predvsem glagolu in tem 3 členkom, ker se bojo večinoma pojavljali in so 3 osnovni členki, največ se uporabljajo tudi. Recimo, jaz torej ne jem sušija. Takrat bom potem rekla sushi wa tabemasen. Takrat bom uporabila wa. In za zanikanje se bo vedno uporabljal členek wa. Vedno. Tako pač je. Pika. Ok? To je to.
toliko sem za funkcijo, zdaj pa še členek ga. Aha, tukaj, členek ga. Členek ga je pa členek, ki izraža neko novost. Torej, novost, novo informacijo, da moramo reči samo neko novost, da vedno bo nekaj novega, ne, neko novo informacijo in ta nova informacija bo sledila za gajem. Za gajem, pomembno. Pri vaju je pomembno, kaj je pred vajem. Medtem tista informacija je pomembna. Potem, ko pri gaju je pomembno, kaj je za gajem. Torej, novost, pomembno tisto, kar je za njim. Torej, za gajem, za členkom ga. Ga členek se tudi uporablja izključno za glagol obstajati oziroma obstoja, biti. Torej, za glagol arimas in imas se bo uporabljal členek ga. Ker to, kar sem vam že prej malo nakazala, ne morete enačiti obstajati in jesti, ne morete reči, da gre za isti dve delovanji. Ne gre. A ne? Toliko za danes, kar se tiče teh nekih tehničnih stvari, nekih tehničnih stvari. Naslednji teden bomo seveda to ponovili, bolj ustno, tako da jaz vam predlagam, da si naredite en tak lep zapisek, mogoče tudi screenshot. Če imate kakšno vprašanje, mi seveda napišite v komentarju, vam z veseljem pomagam, odgovorim. Če bi me radi kaj popravili, tudi z veseljem. Na faksu sem bila sicer dosti pridna študentka, se mi zdi, čeprav sem imela dosti nizke ocene, ampak smo se trudili. Kamar imaš ta? In seveda se je motiti človeško, še posebej, ko prideš iz službe in si utrujen. Ampak, evo, upam, da vam je bilo danes všeč. Zdaj pa še zaključno vprašanje, na katerega bi prosila, da mi odgovorite na komentar, a dobite odgovor v naslednji lekciji. In sicer vprašanje se glasi, kaj Japonci oziroma kaj na Japonskem, v japonščini uvrščajo med živo naravo. Prosim, naštejte, so 3 stvari. Odgovor bo pravilen samo, če boste vse 3 stvari našteli. Ok? Zelo pomembno. In odgovor bo v naslednji lekciji, s tem, da nimate pa druge domače naloge, kot da probate glagol tabemas v vse oblike, tiste 4 oblike, ali ustno ali pa pisno spraviti. Tako da, minasan, ganbatte kudasai. Prosim, potrudite se in se vidimo prihodnji teden. Mata ne! Štatko? Mata ne!